Tako, narisali bomo graf te racionalne funkcije. Začeli bomo z iskanjem ničel. Kje so ničle? Za ničle pogledamo izraz v imenovalcu, v števcu, torej tisto, kar je zgoraj, in prepišemo x kvadrat plus 3x minus 4 in to mora biti nič, ker kadar bo števec nič, bo cel ulomek nič. To razstavimo na x plus 4 krat x minus 1 po Vijetovi formuli in dobimo rešitve. X1 je minus 4 prve stopnje in x2 je 1, ta je pa ničla tudi prve stopnje. Potem poiščemo pole. Za pole pogledamo, kdaj je spodaj nič, kdaj je imenovalec nič in dobimo rezultate. X minus 5 na kvadrat mora biti nič. Ker je na kvadrat, bo pol pri 5, ampak ta pol bo sode stopnje, druge stopnje. Potem mi moramo izračunati začetno vrednost. Začetno vrednost izračunamo tako, da izračunamo ta g od nič. To je nič na kvadrat plus 3 krat nič minus 4 polomljeno z nič minus 5 na kvadrat. Zgoraj je minus 4, spodaj je pa minus 5 na kvadrat je plus 25 in je to torej nekaj negativnega. Določi predznake. Predznake bomo določili kar na grafu. Označimo ničle, ki so pri 1 in pri minus 4. Takole. Oboje so prve stopnje. Pol je pa pri 5. Torej 1, 2, 3, 4, 5. Pol, črtka na črta. Zdaj, ugotovili smo, da ima funkcija pri nič negativno vrednost. In pobarvamo. Pobarvamo do ničle, ker je ta ničla enka prve stopnje, se tukaj znak zamenja. In je zgoraj do pola. Pol je pa sode stopnje, zato se tukaj znak ne obrne, ampak gre kar naprej. Tukaj tudi barvamo še na drugo stran, do minus 4. Minus 4 je tudi prve stopnje, se znak obrne. Tako smo določili, kje je pozitivna, kje je negativna. To je predznak. Potem pa piše, da naj še izračunamo vodoravno asimtoto. Najprej pogledamo, če je slučajno stopnja zgoraj manjša kot spodaj. Zgoraj je stopnja 2, spodaj pa tudi x na kvadrat. Ker če bi bila manjša, bi bila vodoravna asimtota kar y je nič. Zdaj ni, zato moramo izračunati. X kvadrat plus 3x minus 4. Moramo deliti z, bomo še v spodaj izračunati, za deljenje moramo izračunati, x kvadrat minus 10x plus 25. Delimo. In sicer tako, da samo spredje delimo x kvadrat deljeno z x kvadrat, samo vodilne člene. 1. To zapišemo sem, pomnožimo enkrat vse tole. In potem odštejemo oziroma prištejemo nasprotno vrednost. Zdaj se x kvadrat izniči. Ostane 13x minus 29. Ker je tukaj zdaj samo prva stopnja, tukaj pa je deljenec druge stopnje, nam ni treba več deliti, ampak že imamo vodoravno asimtoto, y je 1. In to zarišemo. Če je tole 1, je to vodoravna asimtota. In v neskončnosti se bo graf približeval tej vodoravni asimtoti. Zdaj lahko narišemo graf. Vemo torej, tukaj je ničla,
In temu se približuje, torej bo šel nekako takole. Tukaj gre dol, ker je tukaj še ena ničla, gre čez ničlo gor. In zdaj tukaj se lahko tudi seka to, ker je v bližini ničle, ni v neskončnosti, lahko vodoravno asimtoto seka, gre takole gor. Tukaj bo šel pa graf takole, se približuje enki in dvojki. Nariši graf polinoma p od x je to. Naloga je zelo podobna kot prej. Isto moramo najprej določiti, kje so ničle. In njene stopnje. Se pravi, prva ničla je nič je takrat, ko je tole nič. Kdaj je to nič? Takrat, ko je x enako 2. In ta ničla je, ker je tukaj kvadrat, druge stopnje. Naslednja je ta. Kdaj je to nič? Takrat, ko bo x minus 1. Ta je tretje stopnje, torej liha. Tale, x3 je 4, je pa četrte stopnje. Potem piše, izračunajmo začetno vrednost p od nič, ustavimo in dobimo nič minus 2 na kvadrat plus, krat nič plus 1 na 3 krat nič minus 4 na 6. Nič minus 2 na kvadrat je minus 2 na kvadrat je 4. Nič plus 1 na 3 je 1 na 3 je 1. In krat nič minus 4 je minus 4 na 6, minus na 6 je zagotovo plus 4 na 6. Vse skupaj je to torej 4 krat 4 na 6, 4 na 7. Najbolj pomembno je, da vemo, da je to nekaj pozitivnega. Na koordinatnem sistemu označimo najprej ničle, so pri 2, pa pri minus 1 in pri 4. Takole. In pri 4 je ničla sode stopnje, prav tako kot pri 2. To je pomembno, zato ker se bo tukaj predznak spremenil. Se pravi, pri nič smo ugotovili, da je pozitiven, zato začnemo tukaj risati, in sicer do obeh ničel na vsaki strani. Ker je minus enka ničla lihe stopnje, se tukaj znak spremeni, bo šlo dol. Dvojka pa je sode stopnje, zato ostane gor. In štirka je tudi sode stopnje, tudi ostane gor. In zdaj narišemo graf, kako bo šel. Nekako tako, tukaj čez ničla, potem gre nekje gor, se obrne, pa se še enkrat obrne in gre gor. To je zdaj naš graf polinoma. Če je trditev pravilna, obkroži da, če je nepravilna, pa ne. Polinom ima ničlo pri x je minus 1. Kako ugotovimo, če je minus 1 ničla? Možnosti so dve. Lahko izračunamo, koliko je p od minus 1. Kar takole, 4 krat minus 1 na 3, minus 2 krat minus 1, plus 1 je, torej 4 krat minus 1 na 3 je minus 1 krat 4 je minus 4, plus 2 plus 1 je vrednost plus minus 1. Ker ni vrednost nič, vemo, da to ne drži. Druga možnost pa je, da uporabimo Hornerjev algoritem, izpišemo količnike, 4 za x kvadrata ni bo nič krat x kvadrat, torej nič pa minus 2 pa 1. 4, nič, minus 2 in 1 in izračunamo vrednost pri minus 1. Štirko prepišemo, minus 1 krat 4 je minus 4, seštejemo, minus 1 krat minus 4 je 4, seštejemo je 2 in minus 1 krat 2 je minus 2 in je seštevek minus 1. Vidimo, da isto dobimo tukaj vrednost kot tukaj in ker to ni nič, še vedno drži, da je to ne. Druga trditev, graf polinoma seka ordinatno os v točki nič 3. Ordinatna os je tam, kjer je x nič, to je tukaj. Vstavimo, koliko
je vrednost pri nič, p od nič, minus 3 krat nič na kvadrat plus 4 krat nič plus 3. To je nič, torej je vrednost 3 in to drži. Y je tam res 3. Racionalna funkcija ima pol pri x je minus 3. Za pol moramo pogledati to spodaj. In x plus 3 bi bil pri minus 3 res nič in zato to drži. Torej odgovor da. Abscisna os je vodoravna asimtota funkcije. Abscisna os, torej y je nič, smo rekli, da je vodoravna asimtota takrat, ko je stopnja polinoma zgoraj, v tem primeru je to 1, manjša od stopnje polinoma spodaj. Ker če bi to delili, 2x plus 4 in bi delili z 3x kvadrat minus 7, ugotovimo, da je to 2x deljeno s 3x kvadrat, ne moramo deliti, torej je nič. In zaradi tega to tudi drži. Zapiši polinom, ki ima pri minus 3 ničlo prve stopnje, pri 1 ničlo druge stopnje in tako naprej. Tako je jasno, da iščemo polinom v ničelni obliki, torej nekako tako a krat x minus nekaj, ampak tukaj vemo kaj, ker je 1 ničla druge stopnje, napišemo x minus 1, ker je druge stopnje, napišemo na kvadrat. Pri nič ničlo četrte stopnje. To pomeni, da imamo v bistvu x minus nič na 4, ampak x minus nič lahko zapišemo tudi kar kot x na 4, po isto. Vrednost tega polinoma pri x je minus 1, se pravi, če vstavimo za x minus 1, dobimo potem takole, a krat minus 1 minus 1 na kvadrat krat minus 1 na 4 in ta vrednost je 4. To pomeni, da imamo a krat minus 1 je minus 2 na kvadrat je 4, minus 1 na 4 je 1, je 4 in iz tega dobimo a krat 4 je 4, delimo vse skupaj 4 in dobimo, da je a enako 1. In ker moramo zapisati polinom, zdaj ta polinom še enkrat prepišemo, samo da napišemo za a enkrat, lahko tudi spustimo, x minus 1 na kvadrat krat x na 4. To je iskani polinom. Reši neenačbo. Zdaj, naloga je zelo podobna risanju polinoma. S tem začnemo, poiščemo torej ničle. Kje so ničle? Pri x, prva ničla je pri 7, takrat je tole nič, in sicer je prve stopnje. Potem, kdaj je to nič? Takrat, ko bo x minus 1. To je ničla druge stopnje. In tole je nič takrat, ko je x enako, prav, kdaj je to nič? Takrat, ko je x enako 4. In to je ničle, ker ni nič, prve stopnje. Zračunamo začetno vrednost. Ker x ni nič, je lahko kar začetna. P od nič je, torej minus 7, nič plus 1 je 1 pa na kvadrat, pa 4 minus nič je 4 in je to skupaj minus 28, prav začetna vrednost je minus 28. In zdaj skiciramo graf, narišemo x os pa y os. Prva ničla je pri 7, lihe stopnje, pri minus 1 je ničla sode stopnje, to si označimo, in pri 4 zopet ničla lihe stopnje. Zdaj gremo risati predznake. Pri nič je vrednost minus 28, prav pri nič, to je tukaj, je vrednost dol, negativna. Potem se pri 4 obrne, pri 7 se tudi še enkrat obrne, pri minus 1 pa se ne obrne, ker je sode stopnje. Eto, tukaj nam ni treba grafa narisati, ampak lahko kar povemo, kaj je rezultat. Kdaj bo to manjše od nič? Ja, manjše od nič je tole. Od tukaj do tukaj, pa od tukaj do tukaj. In napišemo
X je element od minus neskončno do 4, unija od 7 do neskončno. Če bi bilo pa recimo večje od nič, bi pa pogledali samo, kje je pozitivna, bi bilo pa od 4 do 7, medtem ko zdaj je tukaj negativna in to napišemo. Šesta naloga. S Hornerjevim algoritmom preveri, ali je minus 3 ničla tega polinoma. Se pravi, napišemo Hornerjev algoritem, količnike, koeficiente po vrsti, 2, minus 1, 13, 24 in preverjamo, ali je minus 3 ničla tega polinoma. Minus 3 krat 2 je minus 6, seštejemo. Minus 3 krat minus 7 je 21, če to seštejemo, je to 34 in minus 3 krat 34 je pa minus 9, 102 in če to seštejemo, to zagotovo ni nič, ampak je minus 78, ker to ni nič, to pomeni ni ničla. In še pogledamo, kdaj sta polinoma enaka. Gremo kar najlažje stopnje si zapisati. Ta najvišja stopnja je x na 4, potem je x na 3, pa x na 2 in x na 1 in na koncu še x na 0 oziroma prosti člen. Zdaj pa si kar pobarvamo. Recimo, pred x na 4 je številka a. In zato velja, da mora biti 7 enako a. Potem, pred x kvadrat, ne bomo x kvadrat najprej naredili, ampak x na 3. Pred x na 3 imamo tukaj b, vzgoraj ga pa ni. Če ga ni, pomeni, da je v bistvu nič krat x na 3, torej mora biti nič enako b. Pred x kvadrat je vzgoraj minus 3x kvadrat, vzspodaj je pa c plus 1 krat x kvadrat. To pomeni, da mora biti minus 3 enako c plus 1. Zdaj c damo tam minus 1 plus, še na drugo stran minus, pa je minus 3 minus 1 in dobimo, da je c enako minus 4. Potem ponovimo še, pogledamo še, kaj se dogaja pri x-ih. Ja, pri x-ih imamo tole, vzgoraj pa takole in zato izpišemo, da je 12, spodaj pa d plus 2 in zopet dvojka na drugo stran in dobimo, da je d enako 10. X na 0 je pa vzgoraj 4, vzspodaj pa e, kar pomeni, da mora biti e enako 4.